Pozdravljene, pozdravljeni. Danes bom predstavila likovno zbirko današnjega muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, ki je v bistvu zelo specifična zbirka, zelo obsežna zbirka. Šteje v bistvu dobrih 16, slabih 17 tisoč likovnih del in mene je v bistvu zanimalo, kako je do tega prišlo, da se je formirala tako močna zbirka, tako v bistvu celovita v nekih pogledih, kakšna je bila njena vloga znotraj muzeja in kakšen je bil namen tudi razstavljanja tega gradiva znotraj predhodnikov današnje institucije. Zdaj čisto majčkeno za ponazoritev, današnji muzej je zamenjal kar nekaj imen v zgodovini, izhaja iz nekdanjega znanstvenega inštituta ustanovljenega leta 1944. Potem je zamenjal kar nekaj imen in s tem tudi svoj koncept v bistvu delovanja in zbiralno politiko. Zdaj jaz bom v svoji raziskavi se osredotočila na ta levi del od rdeče črte, se pravi na obdobje nekako od začetka leta 1944 pa do leta 1980. Zakaj v ta svoj pregled vključujem tudi delo znanstvenega inštituta? Zato, ker ga tudi v bistvu sam muzej šteje kot svojega predhodnika in tudi pri pregledu nekih svojih razstav muzej vedno izpostavlja tudi razstave znanstvenega inštituta kot svoje lastne razstave. Zdaj, jaz sem razdelila to raziskavo na več različnih obdobij, na katere sem aplicirala različne značilnosti. Letnice, ki sem jih postavila, vsekakor niso absolutne, lahko nekoliko variirajo. Postavila sem jih le toliko nekako za ponazoritev, kako so se stvari čez čas spreminjale, za mogoče lažje razumevanje, evalviranje razvoja te institucije. Se pravi, začnemo zgodbo leta 1944, ko je bil ustanovljeni znanstveni inštitut in v prvem obdobju gledamo potem tudi prvo obdobje muzeja narodne osvoboditve. Zdaj, znanstveni inštitut je bil ustanovljen pri izvršnem odboru Osvobodilne fronte januarja 1944 in gre pravzaprav za prvo znanstveno organizacijo na osvojenem ozemlju. Namen ustanovitve te organizacije je bil preprost, da se dokumentira, evidentira, popiše vse, kar je vezano na narodno-osvobodilni boj in seveda potem tudi zbere to gradivo. Namreč takrat je bila zelo močna miselnost, da se mora po vojni v bistvu zelo jasno formulirati neka razlaga tega predhodnega dogajanja zadnjih nekaj let. Treba bo postaviti neke zgodbe, postaviti neke mejnike, zgodoviniti samo neko obdobje in je zato treba imeti tudi neke take fizične dokaze. Tako da je takrat potekalo popisovanje gradiva na vseh različnih področjih, na geografskem področju, pravni referati so bili narejeni, medicinski referati in med drugim tudi na kulturnem področju, namreč sekcija kulturnikov znotraj tega inštituta je bila zelo močna. In inštitut je že takrat zelo začel tudi zbirati umetniška dela in glavni namen v tistem času je bil zaradi njihove dokumentarne vrednosti. Namreč dela, ki so bila narejena in v raznih področjih, tam, kjer so se bitke dogajale, v gozdovih ali v zaporih, kasneje tudi v taboriščih, se pravi, so nudili nek vizualni dokaz tega, kar se je zgodilo. Že med vojno je inštitut organiziral nekaj razstav na Dolenjskem in v Beli krajini. Večinoma so bile to neke te manjše razstave, seveda tekočega gradiva ali fotografij, grafik, razstave vezane na partizanske delavnice, se pravi zelo nekako tako ad hoc postavljene. Kaj kmalu, takoj po vojni, pa inštitut začne z organizacijo večjih razstav. Tako da imamo že leta 1946 primera razstave partizanskega tiska v Narodni galeriji, v bistvu Narodnem domu. In tako že aprila 1946 pa potem veliko partizansko razstavo, ki je bila v Moderni galeriji, Jakopičevem paviljonu. S to razstavo nekako začrta koncept zgodovinskih razstav, ki vključuje veliko likovnih del, ki mu lahko potem sledimo v bistvu naprej še čez več obdobij. Zakaj pravzaprav gre? Različne artefakte, ki so razpostavljeni po prostoru ali ob stenah, v tem konceptu nekako dopolnjujejo tudi predvsem z estetskega vidika likovna dela, ki dodatno nekako pripomorejo k vživetju obiskovalca te razstave v čas te vojne. To seveda je bilo dosti
običajna praksa, v bistvu takoj po vojni, ni se ta koncept tukaj začel s to razstavo, tega si ne upam trditi, namreč takoj po vojni so se ustanavljali muzeji tudi po drugih republikah Jugoslavije, ki so prakticirali pač enake razstave. Se pravi, namen je bil, da umetniki pravzaprav dopolnjujejo te razstave in jih nekako estetsko dovršijo, da imajo večji učinek, tak dramatični učinek na obiskovalca. Pri tej partizanski razstavi tako opazujemo večinoma neke pasove likovnih upodobitev, ki se vijejo nad predmeti. Sklepam, da so jih v bistvu naročili za to razstavo, nimam natančnih podatkov, so jih ali ne, ampak sklepam, da ja. Posamezna likovna dela so predstavljena sicer tudi spodaj, recimo pri prikazu partizanskih tiskarn je potem nekaj izvodov tamkajšnjih grafik, letakov in podobno. V posameznih primerih pa najdemo recimo tudi centralno postavljene, v bistvu na monumentalen način, tako zelo odrsko, neke te plastike, ki v bistvu tam niso, ki so tam le zato, da v bistvu podarijo gradivo, ki se nahaja okoli njih, v bistvu, da naredijo neko tako odrsko prizorišče, scensko prizorišče po celotni razstavi. Drugače, kar se teh likovnih motivov tiče, gre za motive, ki so zelo vezani na boj, kot so prenos ranjenca, bitka, civilno prebivalstvo, tudi se pravi žena z otrokom, ali pa tudi prizori talcev in podobno. Se pravi, ta koncept razstave je v bistvu tisti, ki ga novo nastali muzej, ki je nastal leta 1948, potem prevzame in nadaljuje tudi naprej. Namreč, muzej je bil ustanovljen leta 1948 in takrat je prevzel kar en dobršen del gradiva, ki ga je imel takratni znanstveni inštitut. Del gradiva je sicer prišel tudi iz drugih naslovov, recimo strani Janka Vrtina, ki je bil takrat vojaški upravnik v mestnem muzeju, mislim, sem prav povedala, in je imel samo v bistvu res obsežno zbirko, ki jo je potem delil, ki se je potem razdelila delno med Muzej narodne osvoboditve, tudi mestni muzej in podobno. Zdaj, takrat muzej še ni imel svojih prostorov, še vedno se ukvarja v tem obdobju močno z evidentiranjem, s popisovanjem, treba je bilo popisati praktično vse, že takrat dela močno, delno tudi z likovnimi umetniki, ki jih sledimo lokalno, da popisujejo razna spomeniška obeležja ali neke druge kraje spomina. Recimo primer tega je bil Vladimir Lamut na Dolenjskem. Zasledimo tudi več komunikacij z Božidarjem Jakcem. Poleg tega muzeja pa moramo omeniti pa poudariti, da ni bil edina institucija, ki se je tukaj ukvarjala s to tematiko NOB, temveč je bila množica nekih lokalnih ali muzejev ali oddelkov, zasledimo različna poimenovanja, ki so se ukvarjali z isto stvarjo. Seveda je bil Ljubljanski muzej tist pristojen in v bistvu postavljal razstave tudi za njih, nekako nadziral to, vendar je treba upoštevati, da so te razstave v bistvu krožile po celotnem tem ozemlju, Potem 51. leta muzej dobi prostore v Cekinovem gradu, tole je pred prenovo in v bistvu prvič dobi nek svoj prostor, kjer lahko predstavi svojo že takrat dosti obsežno zbirko. Med drugim so umetnine znašale kar velik del te zbirke takrat in prva razstava je organizirala leta 1952 z naslovom Ljubljana v narodno-osvobodilni borbi. No, tukaj pa že najdemo prvič podatek v arhivu, da je muzej prav za to razstavo naročil določena likovna dela. Nimam seznama čisto vseh likovnih del, ki so bila na tej razstavi, vendar dobimo dejanski dokaz o tem, da se je muzej dobro zavedal komunikacijskega pomena, ki jih ima to vizualno gradivo. Sicer sklepam, da tukaj gre ponovno za neko scensko postavitev po principu tiste v moderni galeriji. Se pravi, v prvem obdobju, če strnem, bi rekla, da je pomembna predvsem pričevalna vrednost likovnih del, ki jih ima muzej v zbirki. Bolj je pomembno število teh del, ne nujno tudi kakovost. Zelo so pozorni na to, kako učinkuje celotna ta scenska postavitev tako, okay. Zdaj gremo pa naprej na drugo obdobje. To je pa, ko je muzej v bistvu bil v
res v Cekinovem gradu se je zasidral in začel na polno delovati. Tukaj pa opažam bolj strukturiran odnos, v bistvu bolj strukturirano upravljanje z likovno zbirko. Začne se z inventarizacijo in v bistvu malo bolj s pregledovanjem, kaj sploh imamo v zbirki in mogoče, kar je malo bolj vredno razstavljena ali pa kaj je malo manj vredno razstavljena. Število likovnih razstav se vrsti in še vedno so umetnine vključene čisto vse razstave, ki jih muzej producira. Nekako se mi zdi, da v tem obdobju se uveljavilo, da je ta ljubljanski muzej dejansko prav pristojen za katerekoli vsebine vezane tudi na umetnost NOB-ja in kdorkoli je karkoli prepravljal v tej smeri, se je v bistvu obrnil na muzej, da mu je muzej pri tem malo pomagal, svetoval, naredil karkoli. Vedno večji je bil pomen likovnih del, kako to vemo, načrtovali so pred muzejem alejo herojev, ki bi jo postavili, potem načrtovali so postavitev gipsoteke, načrtovali so celo umetniški paviljon, izdelali načrte, kjer bi bila stalna postavitev likovnih del in fotografij. Tukaj opažam nek enačaj tudi med to pričevalno vrednostjo likovnega gradiva v tem zgodovinskem muzeju in pričevalne vrednosti fotografije. Se pravi, neko pričevanje o celotni zgodbi, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo. Je pa potrebno poudariti, da pri omembi tega paviljona je dodatno poudarjeno, kako bo pomagal pri popularizaciji te likovne zbirke. Kar nam pove, da se je muzej v bistvu zelo dobro zavedal moči, ki jo ima v bistvu to gradivo, ki ga imajo. Tukaj odpiram še vprašanje razstav partizanske grafike, ki se v bistvu vlečejo od začetka pa potem do konca. V tem obdobju zaslutim, da se število teh razstav poveča. To so bile manjše in večje razstave, seveda z logističnega vidika lahko zorganizirati, ker to so bile dela na papirju, odtisov teh grafik je bilo seveda več in tudi z finančnega vidika to ni bil nek velik zalogaj. Vendar pa ta kontinuiteta razstavljanja partizanske grafike, sploh pa razstavljanje enih in istih avtorjev in enih in istih motivov, da mogoče malo vedeti, da se je muzej vse prej zelo dobro zavedal, kakšen pomen ima sam v nekako ikonologizaciji tega NOB obdobja in ustvarjanja nekih teh ikoničnih podob, s katerimi se je skupnost tudi poistovetila. Se pravi, ikone kot na primer kolona v snegu, prenos ranjencev, partizanska ljubezen, to so motivi, ki so se ponavljali in so bili vedno isti predstavljeni na teh razstavah, da so se nekako vsidrali v zavest posameznikov in seveda tudi povojne družbe. Namreč muzej je bil močno vezan in vedno tudi pač še vedno je na trenutno politično situacijo in je njegova naloga pravzaprav bila nekako tudi usmišljanje tega preteklega obdobja in razlaga neke pač ali pa kreiranje neke narative, ki bo razumljiva tej novi povojni družbi in seveda, ki bo šla v skladu z novo socialistično ureditvijo. V tem prvem obdobju je tudi čas prve stalne razstave, s katero mislim, da muzej zelo dobro tudi ovrednoti naven svoje gradivo, ki ga ima. Na njej je bilo predstavljenih več kot 70 likovnih del. Na začetku, ko se je tako prišlo noter gor, sta bila recimo kipa Kidriča pa Franca Rozmana Staneta, spodaj v avli je bil Avgustinčičev kip Tita, tako da nekako bi rekla, da so likovna dela igrala kar velik del na tej razstavi, vendar kljub temu mislim, da je šlo bolj ponovno za neko scensko ponazoritev. Pri stalnih razstavah ne opažam, da se v bistvu ta pristop kaj dokaj spreminja od začetka do konca. Morda je omeniti, tole je recimo kip Tita v avli. Morda je pa omeniti vseeno to, da so dela na papirju našla posebno mesto in sicer v Viteški dvorani, kjer so bila v bistvu predstavljena kot neka posebna ločena kategorija znotraj stalne razstave, kar je seveda nezanemarljivo. Neki zbor kiparskih del je bil tudi v avli muzeja spodaj, stalno postavljen. Tole je fotografija z neke kasnejše razstave in v bistvu so potem občasne razstave gradili okoli teh kipov
tudi. V tem obdobju ne zasledim zdaj veliko nekih samostojnih zgolj likovnih razstav muzeja, omenila bi morda le tole razstavo Partizanske ilustracije, kjer pa je bila ta predstavitev nekoliko bolj strukturirana, bi rekla, ker so bila dela pokazana po različnih kategorijah, taboriščne risbe, podobe talcev, plakati in podobno. Zdaj pa gremo naprej na tretje obdobje, za katerega mislim, da je muzej naredil največji preskok nekako v dojemanju tudi te svoje likovne zbirke in tudi v razstavljanju te zbirke. Zaradi kontinuitete moram omeniti, da je v tem obdobju malo izgubil svojo samostojnost, ker je postal enota Inštituta za zgodovino delavskega gibanja za 3 leta. In potem leta 1962 se je ponovno osamosvojil in postane Muzej ljudske revolucije, se pravi nastopi z novim imenom. Zakaj pravzaprav gre? To se je dogajalo v bistvu povsod po Jugoslaviji za isto zadevo. Vsi muzeji narodne osvoboditve, narodnog oslobođenja so se preimenovali Muzej ljudske revolucije. Zakaj? Ugotovili so, da v bistvu obdobja NOB ne gre razumeti brez v bistvu razumevanje zgodovine samega delavskega gibanja, se pravi predvojnih začetkov, potem vojnega obdobja in nove ureditve, povojne ureditve ne morejo popolnoma utemeljiti brez poznavanja in raziskovanja tudi prvih povojnih let. In avtomatsko se je zbiralna politika v tem kontekstu močno razširila in tudi področje raziskovanja. In to velja tudi za likovno zbirko, tako da so začeli v bistvu spremljati in popisovati množično tudi dela nekako od začetka Prve svetovne vojne naprej. Na začetku so se sicer, moram reči, malo upirali, da bi jih zbirali, ker so rekli, ne, še vedno je nas fokus samo Druga svetovna vojna, kaj kmalu, potem konec 50-ih, pa so nekako že dojeli, ne, treba je to tudi izbrati in so v bistvu prav pozivali avtorje, dajte nam ta dela. Kaj je značilno za to obdobje? Zbirka postane zelo specializirana zbirka. Zaposlili so umetnostnega zgodovinarja in se vidi, da je deležna zbirka veliko bolj strokovne obravnave in število del zelo naraste in zelo so začeli s popularizacijo zbirke in nekako z umeščanjem te zbirke v širši umetnostno-zgodovinski tudi kontekst. Kako so to naredili? Kot rečeno, pozivali so umetnike, naj predajo svoja dela v muzej, seveda proti odkupu, proti plačilu. Povezali so se z Društvom slovenskih likovnih umetnikov, preko katerih so pozivali umetnike. Dobili so dela strani različnih organizacij in pa ustanovili so komisijo za ocenitev likovnih del, v bistvu za odkup. In ta komisija je bila pristojna za to, da je ocenjevala dela in določala v bistvu nagrade umetnikom. Tlele kriterij je napisan, kaj je pomembno pri tej nagradi, kaj je odvisno od višine nagrade. Seveda, kaj nam tukaj takoj pove, muzej je namenjal kar veliko sredstev tudi za odkupe teh del. Vsako leto je bilo v planu toliko in toliko denarja, financ za odkupe novih del. In v bistvu te popularizacije in nekako umestitve likovne zbirke v širši kontekst so se zelo dobro lotili na način, da so povabili v komisijo ljudi, ki so bili v tistem času v bistvu neke relevantne osebnosti umetnostnega sveta. Se pravi, tukaj v prvi sestavi komisije najdemo Borisa Kalina, Frana Zupana, Špelco Čopič, Milana Bevca, ki je bil drugače v muzeju, Vero Visočnik, tudi iz muzeja, in pa Lojzeta Gostišo. In prav nanj bi se mogoče majčkeno uprla, zaradi tega, ker nikoli ni bil v bistvu zaposlen v muzeju, vendar si v bistvu upam trditi, da je konec 50-ih pa cela 60-ta nekako vodil celotno zbiralno politiko in strategijo tega muzeja, vključno tudi z razstavno dejavnostjo. Namreč vedno je bil nek zunanji sodelavec, ampak kot rečeno, čeprav so istega leta zaposlili umetnostnega zgodovinarja, ga imenujejo kot tistega, ki odgovarja za referat likovnih del, ali pa najdemo ga kot glavnega organizatorja, ali pa pač on je bil tisti, ki je nudil neko vez sodobnimi umetniki, preko katerega so se dela res stekala v muzej, tudi z institucijami vez in seveda je ta zbirka dobila tudi neko zaupanje, neko relevantnost, nek tak relevanten karakter tudi znotraj tega umetnostnega sveta.
Zdaj, če pogledamo, kako se je to odražalo pri razstavah. Še vedno se vijajo naprej razstave partizanske grafike, te so stalnica. Poveča se število nekih samostojnih likovnih razstav posameznih umetnikov, se pravi, to gre za sodobne umetnike, ki jim je muzej ali znotraj svojih prostorov ali drugje organiziral razstave ali pri njih sodeloval. Zelo jasno pa postane, da se bolj organizirajo, lotijo umeščanja likovnih del v vse zgodovinske razstave. To je pomenilo, da kjerkoli razstava je bila ena oseba v bistvu zadolžena za to, da naredi izbor likovnih del. In to imamo recimo primer razstave Žena v NOB, Pionirji v NOB. Povsod je bil en del posvečen le likovnim delom. Ali pa najdemo osebo, ki je morala za to poskrbeti. Zdaj, med razstavami ne izpostavim iz tega obdobja recimo eno takih, razstavo Okupatorjevi zapori in taborišča, kjer je za likovni del poskrbela Vera Visočnik in je na razstavo vključila v bistvu kar dela 42 umetnikov. Ta razstava je bila nekako podlaga za njeno raziskovalno delo kasneje, ki v bistvu še danes velja za neko primarno delo na področju raziskovanja taboriščne umetnosti. Se pravi, muzej se začne vedno aktivneje ukvarjati s tem svojim likovnim gradivom, ne gleda ga več kot na neko scensko dopolnitev, gleda ga kot samostojno zgodovinsko gradivo, ki ima tudi neko svojo vrednost znotraj likovne umetnosti. Poleg tega pa se začnejo tudi pregledne likovne razstave. Tukaj muzej sodeluje z DSLU-jem in primer tega je razstava Slovensko slikarstvo na temo NOB, kjer vidimo v ozadju tole sliko Kosa, ki jo je še danes v zbirki, ali pa potem razstava Kiparstvo na temo narodno-osvobodilnega boja, kjer so bile plastike postavljene kar na dvorišče od Križank, česar v bistvu prej na ta način neke take javne postavitve plastik ali pa te zbirke ne zasledimo. Treba je seveda omeniti, da v tem obdobju se je tudi stalna razstava menjala večkrat, dvakrat uradno, ampak potem je 71. leta še Gostisa še enkrat preuredil, estetsko in arhitekturno uredil. Še vedno je bilo ogromno del likovnih na razstavah, več kot 60 po vseh prostorih. Preprosto imam premalo podatkov, da bi si upala trditi, na kakšen način so bila ta dela tukaj umeščena. Mislim, da gre podobno nekoliko, seveda spet vedno je seveda neka ta stalna razstava ali pa zgodovinska razstava, delno tudi scenska postavitev. Vsekakor sklepam, da so bila dela nekoliko bolj premišljeno tudi umeščena vse te razstave, vendar preprosto zaradi si ne upam za gotovostjo trditi. Kar se pa razstav tiče še drugih v tem obdobju, bi pa poudarila povečano sodelovanje z drugimi institucijami. Tukaj opažam, da je muzej delal vedno več razstav ali pa sodeloval pri razstavah, ki so jih delale druge institucije, ki so bile neke take pregledne razstave. Recimo jugoslovanska partizanska grafika in je muzej pripravil cel izbor slovenske umetnosti na to temo. Ali pa recimo tale razstava Arte e Resistenza v Turinu. Potem je pa recimo pripravljal tudi neke širše pregledne razstave, kot primer ne izpostavim Za kruh in svobodo, angažirana predvojna umetnost, ki jo je pripravil Lojze Gostiša, ki je tudi potem potovala še naprej. Zdaj, omenila bom tudi obdobje, ki sledi v bistvu temu boomu likovne zbirke, ko je res število umetnin v muzeju zelo naraslo, sestavljajo v bistvu večino, v nekem momentu celo večino gradiva, ki ga je muzej sploh imel. Namreč v tem zadnjem obdobju, ki ga jaz obravnavam, pa potem prevzamejo zbirko nove generacije umetnostnih zgodovinarjev. In zdaj, če se je prej muzej ljudske revolucije rekel, ok, moramo zbirati tudi širše obdobje, pač od začetka druge svetovne vojne naprej, recimo, so ga v tem obdobju začeli to širše obdobje res preučevati in tudi razstavljati. Govorimo o kustusih, ki so bili v tem obdobju, to so bili Jure Mikuš, Stane Mikuš je tudi pripravljal razstave, Iztok Dorjava, ki je bil potem dolgoletni kustus in direktor muzeja, Marjeta Mikuš tudi. In v tem obdobju gre predvsem za nekako likovno, teoretsko utemeljitev te zbirke.
Razstave so v bistvu raznovrstne, zelo vezane še vedno tudi na umetnost NOB, vendar nekako je začutiti, da muzej seveda tudi sam svojo preobrazbo v skladu tudi s politično situacijo ni bil več primoran tako zavestno ves čas poudarjati, promovirati ali pa osveščati stalno o dogodkih druge svetovne vojne in o narodno-osvobodilnem boju. In s tem razširitvijo nekako zbiralne politike, fokusa in tudi z razširitvijo tematik razstav, likovnih razstav, se zdi, da se je mogoče malo specifika te zbirke tudi nekoliko izgubila. Še vedno sicer zasledim v določenih momentih v arhivih, da spet razmišljajo konec 70-ih let, treba bi bilo postaviti stalno razstavo likovnih del tega muzeja, ampak do tega v bistvu ne pride. Tako da jaz bi na koncu nekako poudarila, da ima ta muzej danes tako široko zbirko, v bistvu rezultat tega, da se je muzej od samega začetka zavedal moči likovnih del, ki jih imajo, se pravi v različnih vlogah seveda. Ali kot neke dopolnitve v neki scenski postavitvi, ali kot samostojen zgodovinsko gradivo, dediščinski dokument, ali kot zelo komunikacijsko gradivo za v bistvu smišljanje in za prikazovanje, v bistvu vizualno prikazovanje narodno-osvobodilnega boja in potem seveda tudi z utemeljitvijo v nekak kontekst, likovno-zgodovinski kontekst, pač še vrednost v tem pogledu, da gre dejansko, da ni pomembna le številčnost teh del in njihova pričevalnost, temveč tudi njihova kvaliteta. Razstavna dejavnost se seveda potem naprej tudi nadaljuje, po tem obdobju se vsekakor ne zaključi, ampak je to pač predmet drugih raziskav. Hvala.